Rekordnih 400 tisoč obiskovalcev lansko leto v regiji je kazalo na pozitivne trende mariborskega in okoliškega turizma. Kljub temu je ob vstopu v novo leto med soustanoviteljicami zavoda zaškripalo. Finančno breme je na ramenih mestne občine Maribor, občine soustanoviteljice so do zdaj le tiho molčale. Ne vem, odkot jim podatek, ne. Mi tega podatka nimamo in ga ne poznamo in tudi vem, da je gospoda župana iz Maribora bilo to nekako plasirano, ker on tega ne bi rekel, da ne do nekomu dolžno, če pa ni nobene listine, pa nobenih naročil, pa nobenih izvedenih poslov. Ko se je začelo govoriti, da se od občine Rače Fran, Hoče, Slivnica in Starše pričakuje plačilo, na teh občinah pričakujejo nadaljnje odgovore. Ja, saj je prav, da se pričakuje, ampak je treba stvari se dogovoriti, dati na papir, treba tudi videti doma, kdo bo kaj imel od tega in kdo bo delal. V Staršah kot turistično zanimivost prepoznavajo tudi kolesarsko pot ob Dravi, ki povezuje 18 občin. To je neka turistična zgodba, ki jo lahko lepo skupaj peljemo. Je pa zavod Maribor Pohorje že imel nalogo za promocijo te steze in to je bila prva taka zgodba, ki je bila skupna. Ena izmed občin soustanoviteljic je tudi občina Hoče, Slivnica, v kateri prepoznavajo dobre učinke skupnega zavoda za turizem. Ker je zadevo treba rešiti, v vsakem primeru so skupni zavodi, skupna javna podjetja bolj primerna, kot pa da bi vsaka občina imela svoje, ker sploh pri turizmu, turist, ko gre čez Pohorje, ne ve, ali je v naši občini, ali je v ruški občini, ali je v Račah. Na drugi strani pa je tudi občina Rače Fran, na kateri se od samega turističnega dogajanja počutijo nekoliko odmaknjeni. Smo soustanovitelji zavoda, zavod do zdaj za nas ni naredil nič, zdaj tega tudi ne plačujemo njihovih stroškov in tudi v bodoče ne bomo plačevali, ko bojo pa delali projekte tudi za nas, pa bomo brez problema plačali vse stroške, ki bojo nastali zaradi tega, kar bojo naredili za nas. Občine soustanoviteljice sodelujejo tudi pri pripravi programa dogajanja v Mariboru, o katerem tudi odločajo. Ja, sigurno se odločamo, tako kot smo to zastavili, ampak ni prišlo do dogovora, do načina, kako bomo to izvajali, kar je pa pomanjkanje. Ampak mislim, da to je en kratki klic županov, da se skupaj dobimo in se dogovorimo in da naredimo promocijo turizma na našem področju. Usoda sofinanciranja Zavoda za turizem Maribor Pohorje strani občin soustanoviteljic zaenkrat ostaja še neznanka. Na tej točki pa so pripravljeni na pogovore o deležu financiranja za sorazmeren delež sodelovanja. Zaenkrat moramo projektno delati, ne. Mi moramo vedeti, za katere projekte se gre, kjer bo naša občina tudi sodelovala, kakor druge, in potem bomo tudi ocenili, koliko bomo sofinancirali.